v zadnjih nekaj desetletjih, mi nismo evolirali, mi smo devolirali. Naše telo je zemljevid. Naše telo ves čas komunicira z nami in nam kaže, kaj mu manjka, česa je preveč, kaj si želi in kaj potrebuje. Recimo, kako naj bi te ljudje začeli sodelovati z naravo, oziroma kako naj začnejo spreminjati, da bi živeli bolj po matrici narave? Naj se preselijo. Lepo pozdravljeni v novi epizodi podcasta Benesere. Danes smo prav na posebnem kraju. Imamo čast prav posebno gostjo imeti, Jasmina Kandorfer, TV voditeljica oddaje Klepet ob kavi. Koliko me to kar srce zaboli. Zakaj? Ja, zaradi tega, ker to, da sem TV voditeljica, je posledica tega, da sem zdravstveni delavec, ki želi delati na preventivi. Okay. No, sem hotel pole nadaljevati, da si tudi ponovno tudi avtorica, ne? Prav na tem področju, ki ti delaš zdaj, se pravi dobro počutje, zdravje, biohacking. Tako da najprej bi se ti zahvalil, ker sem dobil že tvojo knjigo vnaprej, da sem jo lahko prebral, pa potem dobil to čast napisati tudi eno mnenje za knjigo in tudi potem sem bil na vašem dogodku, ker ste lančali knjigo, tako da v bistvu meni je knjiga ful všeč, mi je všeč na kakšen princip so napisala, pa tako naprej, tako da mogoče lahko začnemo s tem vprašanjem, kaj je to biohacking in zakaj si se odločila dati v naslov tudi potem po matrici narave. Biohacking je ena taka beseda, ki meni ni najbolj ljuba, moram priznati. Bolj bi mi bilo všeč, recimo, če bi bila bioharmonizacija. To bi nekako bolj vibriralo z mano. Ampak biohacking označuje neko osebo, ki pozna svojo biologijo, hkrati pozna tudi znanost, izsledke, ker želi optimizirati sebe in svoj performance, svoje telo. Je beseda, katero bom verjetno čez nekaj let precej obžalovala, da sem jo kadarkoli uporabila ali pa pomagala pri tem, da se je razširila, da so ljudje spoznali, ker bo klasičen biohacking šel v smeri transhumanizma. Tukaj že danes vidim zelo velik problem biohackinga, ker tako je, veš, v Sloveniji je biohacking nova beseda, ne? V tujini se pa že začenja izkoriščati za agendo transhumanizma. Ne? In biohacker, če pogledamo, je v resnici človek preventive. Človek, ki pozna svojo biologijo, pozna znanost, pozna izsledke in si želi optimizirati sebe, se pravi izkoristiti svoje polne potenciale. In če govorimo o biohackerju, je biohacker tisti, ki bo preprečeval majhne težave, majhne zdravstvene težave in simptome, da do velikih sploh ne bo prišlo. Se pravi, to je nek človek preventive, ampak biohacking danes v svetu je zelo na tehnološkem nivoju nekih naprav, nekih gadgetov, ki nudijo ogromno povratnih informacij, hkrati pa mimicirajo neke stvari, ki bi se morale same po sebi zgoditi, če bi človek živel po matrici narave. In ravno zaradi tega je naziv knjige Biohacking po matrici narave. Ker te pripomočki, veš, jaz ko hodam po svetu na te različne potem kongrese, pa seminarje, pa samite biohackerske, jaz umiram od smeha, ko vidim, kakšne gadžete vse se spomnijo prodajati, zaradi tega, da bi se približali nekemu naravnemu procesu, ki se dejansko zgodi, če živiš v sodelovanju z naravo. In tukaj je poanta. Poanta je, da sodeluješ z naravo in lastno biologijo. Tukaj se potem zgodi ta potencial, kar je pa danes pri človeku, veš, mi nismo v zadnjih nekaj desetletjih, mi nismo evolirali, mi smo devolirali. Močno, ne? Tako da nekateri, ki slišijo, biohacking hoče optimizirati in tako naprej, v resnici, če tako pogledaš, na kakšnem stanju so ljudje tale trenutek za svojo možgansko kapaciteto, čustveno kapaciteto, fizično kapaciteto, bi rekli, da hočemo normalizirati.
ne samo optimizirati, ampak normalizirati. Sploh pri moških, recimo, danes vidim, moški danes, pa moški, 50 let nazaj, to je ogromna razlika. Ogromna razlika. Tudi statistično gledano po testosteronu. Testosteron je izjemno napaden pri moških in rezultat je tak, kakršen je. Ja. Zakaj se ti zdi, da je prišlo do tega? Ali zaradi tega, ker gremo v napačno smer? V napačno smer na eni točki zavedanja, ki ga lahko dosežeš, ne moreš iti. Se pravi, gremo samo v smer transformacije. Težko bi zdaj rekla, da gremo ravno v napačno smer. Je pa zanimivo, da smo tako smer, pa tak način, ki je zelo, zelo, zelo daleč stran od našega bistva, da smo to dejansko ubrali. Vse skupaj se je začelo dogajati, oziroma kdaj so šle stvari narobe, bi lahko rekli, s prihodom elektrike. Ko je prišla elektrika, smo namreč začeli kršiti zakone ali pa neka pravila, smernice narave, ki niso zgolj tam neka pravila, ampak smo mi biološko pogojeni in povezani s tem. Mi smo se takrat začeli cepiti stran. Zelo preprosto, začeli smo uporabljati luči. Jasno je bilo, kadar je tema, gre se spat. Mogoče imaš kakšno svečo, ki ni tako zelo škodljiva, če je to seveda iz pravih materialov in podobno, da ne grem zdaj v globine, ampak mi smo takrat začeli stvari početi drugače. Potem je elektrika prinesla tudi hladilnike. In tukaj se je začela cela zgodba procesirane hrane in vsega, kar je temu sledilo, in to je bil velik, velik opad našega zdravega črevesnega mikrobioma, ki je temelj zdravja. Potem, da ne govorimo o pretirani uporabi antibiotikov in vse te statistiki, to je noro, koliko ljudi na dnevni ravni v Evropi umre zaradi antibiotikov. Tako da tukaj je več sklopov tega, ampak vse skupaj se je zgodilo tako zelo biblijsko, ne. A veš, je bila Eva izgnana iz raja, ne. To izgnanstvo iz tega raja se je nam zgodilo, ko je v bistvu prišla elektrika, ker smo začeli določene stvari. In danes smo tako navezani na njo, tako smo navezani in povezani, odvisni od elektrike, da ko pride do izpada, tu slišiš zgodbe ljudi, da niso mogli iti z garaže, zaradi tega, ker pač se garažna vrata električna, ali pa da si niso mogli rulet dati gor, zaradi tega, ker imajo električna, itak niso mogli kuhati, a ne. In v moji hiši je to povsem drugače. Jaz, če ni elektrike, težko opazim. Ja, ko imaš malo tudi drugačno hišo, da smo se pripeljali k tebi, ne, je cela v lesu, ne, že tu je prva vidna razlika na zunaj, ne, tako da si predstavljam, da tudi noter verjetno bolj stremiš proti naravi, proti naravnim sestavinam, naravnim stvarem. Ja, absolutno, recimo, ne vem, jaz imam še vedno v kuhinji na plin, a ne, sistem na plin, zaradi tega, ker kuhanje na živem ognju je izjemnega pomena in skušali bojo vse narediti za to, da nam bojo to vzeli, v smislu, kako je nevarno in ne vem, kaj še vse. Poleg tega, da kuham na naravnem ognju, tudi pečem na naravnem ognju, imam peč, ki je moj edini vir ogrevanja, poleg pomagal panelskih, in tam sploh v času, ko se kuri, pripravljam kruh in pite in vse take in drugačne stvari na živem ognju. S tem, da imam svoj mlin in semena prej zmeljam, takrat, ko jih dejansko uporabim, a ne. In pa ljudje rečejo, čakaj, a veš, to mi ne gre skupaj s tvojim življenjskim ritmom in z vsemi ostalimi zadevami, ampak vse stvar prioritete. Jaz živim zelo analogno. Jaz zelo analogno živim, ampak razmišljam pa digitalno in razmišljam tudi v smeri umetne inteligence in vsega, kar se dogaja. Se ne branim temu, ampak se pa zavedam,
kaj je v resnici matrica narave in od tega se ne bom oddaljila. Bom pa pri določenih momentih, ker vidim, da si lahko olajšam stvari, seveda to uporabila. Super mi je, da imam spletno banko, recimo, da ne rabim hoditi tja fizično. A ne? Krasno mi je, da lahko nekomu mail pošljem, da ne rabim čakati nekaj dni, da bo to poštar prinesel. A ne? Ampak, ko pa pridemo do tega, s kakšno vodo se tuširamo, ko pridemo do tega, s kakšno vodo pijemo in vsa ta vprašanja, ki so bistvena, in so povezana z elementi, ki so bistveni za življenje. Tukaj pa ni umetne inteligence, ki bi lahko kadarkoli to nadomestila. In tega se pa moramo zavedati. Tako da mislim, da rabimo tukaj predvsem to modrost. A veš, jaz tudi kuham izključno in pijem izključno izvirsko vodo. In ja, se to pomeni, da moraš hoditi po vodo pa te zadeve. Zelo analogno, zelo tradicionalno ali pa zelo po starem sistemu, ampak prioritete. Naše telo rabi vodo in to vodo v pravem pomenu besede, rabi zrak, rabi dober zrak, kvaliteten zrak, to ni mestni zrak. Rabimo dobre materijale okrog sebe, rabimo gledati, v kakšna oblačila se oblečemo, vse to telo sprocesira. Kater app boš imel pa dol, da ti bo delo, a ne, pa valjda, najbolj efektiven. Ja, tu smo zdaj pravilni oziroma nek pameten, zdrav pristop, da uporabljaš tisto tehnologijo sebi v prid, hkrati pa, da nisi ujetnik tehnologije. Ne? In tudi zaradi tega mi je bila tvoja knjiga tako všeč, ker v bistvu si noter vključila tudi neke biohacke, čeprav tu niso biohacki, ampak so spet uporabe nekih novih tehnik, ki so še vedno zdravilne za zdravje, hkrati pa potem si se vrnila k naravi. Tako da zdaj si že parkrat omenila to matrico narave, a bi malo razložila poslušalcem, tisti, ki ne poznajo tega izraza, kaj je to matrica narave. Sploh ne vem, če je to uraden izraz, pač jaz to tako čutim, jaz to tako vidim. Veš, biohacking ni, da boš ti nekoga prelisičil. Biohacking ni hack, jaz bom pa shekal svoje telo. Če razmišljaš, da boš shekal svoje telo, boš najebal. Ker ti bo telo enkrat izstavilo fakturo. Telo ima modrost, ki je večja od tvojega ega in tvojega mentala. In predvsem v Sloveniji smo vajeni delati na način, da bomo vedno vse oddelali. Prejle sem brala časopis, ki ga naročam, v kateri je ena zelo znana igralka, se sooča z rakom. In piše to zgodbo, veš, in piše zraven, kako ona ni nikoli odpovedala predstave, kako v zaodru je imela tudi zdravnike, da so ji dali injekcijo, da je ona lahko do konca oddelala in te zadeve, in da ona na odru ni čutila, da je ne vem neki karkoli bilo, zaradi tega, ker je tako uživala v tem in te scene. Vedno telo izstavi fakturo. Vedno pride za tabo, ne? Biohacking ni hekanje, biohacking je sodelovanje. In to je prva stvar, ki se moramo zavedati. Zdaj pa matrica narave. Matrica narave je narejena na način, ki ga človek, da si postavlja temelj. Mi ne moramo tega razumeti. Zaradi tega, ker je ta zadeva tako komplicirana, hkrati pa tako zelo preprosta, da je beyond our understanding. Torej, nad našim razumevanjem, nad našo kapaciteto razumevanja, kako je to vse skupaj prepleteno. Lahko pa razumemo, da smo del tega in lahko imamo tako čustveno kapaciteto ali pa modrost, da čutimo ponižnost do tega. In da počasi začenjamo razumeti, da vse karkoli bomo delali izven matrice narave ali pa izven tega, da bomo plavali proti toku. In če bomo plavali proti toku, pomeni, da bomo uporabili veliko, veliko več energije. In ko bomo uporabili veliko več energije, se bomo trošili in bomo to dejansko enkrat dobili. Matrica narave je narejena na način, da je vse zastonj. Človek je edino bitje, ki plačuje za življenje na tem planetu. Mi imamo vodo, ki teče v potokih in je zastonj. Imamo sonce, ki nam sije in je zastonj. Imamo
zrak, ki ga dihamo in je zastonj. Lahko si naredimo prebivališče na drevesu, na zemlji, imamo material, ki je za to namenjen in imamo roke, ki so to sposobne. Vidiš, da že današnji človek je že tle problematičen, ampak narava si je zamislila, da človek živi. To pomeni, da ne potrebuje ničesar od sistema, da ne potrebuje ničesar razen mogoče tega občutka skupnosti, kjer si ljudje med sabo pomagajo. Se pravi, rabimo les, a gremo tole drevo podret, pa ga gremo skupaj podret. Ne? Ampak ne da ustvarjamo viške v takem obsegu, kot jih danes zaradi nekega scarcity mindseta. In matrica narave je mnogim ljudem, to je občutek obilja, to je globok občutek obilja, kjer ti čutiš z vsako svojo celico, da je zate poskrbljeno, da nič ne rabiš, ker je mama narava tista, ki ti je že vse dala. In to je ta matrica narave, ki je, a veš, ki je ni, ne? Zdaj agenda, če pogledaš, vedno več bo nekih davkov, prispevkov za ene stvari, ki bi nam v osnovi mogle biti dane. Ne? Ponavadi se dela panika zmeri takrat, kadar ni potrebno. Ali je prepozno ali pa prehitro. V tem smislu. Ja, obdržali bi nas radi v tej matrici, ne? Ker se pravi, se plačuje, ko si je rekla, ne, ker ni vse zastojno, ampak ker te hočejo potem še dodatno obdavčiti in tako naprej. Tako da je kar zanimiv ta koncept. Zdaj meni je tudi blizu to sodelovanje z naravo, zaradi tega, ker živim, pa sem odraščal v Brdih, ampak mogoče za nekoga, ki živi v mestih oziroma ne vem, v nekem večjem mestu, kot je recimo Ljubljana, pa je zaprl v stanovanju, pa mogoče ima dostop do narave samo v nekih parkih in tako, je pa tudi težje nekako dojeti, pa s tem živeti. Izjemno. Kaj bi recimo, kako naj bi te ljudje začeli sodelovati z naravo, oziroma kako naj začnejo spreminjati, da bi živeli bolj po matrici narave? Naj se preselijo. Kaj pa, če kdo recimo nima denarne kapacitete? Ja, življenje v mestu je mnogo dražje kot življenje na vasi. Gre se samo za to, koliko si ti len. Len v tem smislu, koliko tebi zdaj pomeni, da smo si na jasnem. Življenje na podeželju ni za vsakogar. In s tem ni nič narobe. Ampak, če govorimo o enem biohackerju, če govorimo o nekom, ki pa resnično želi imeti kvaliteto življenja, potem pa bo to zelo težko dosegel v nekem mestu. Tukaj je 1001 stvar. Začne se z vodo, začne se z osebnim prostorom. Kje smo potem šele na tem, da se vsak dan stresiraš, kje boš parkiral, kako boš parkiral, da je ves čas prisoten strah, pa več tveganj nekih takih in drugačnih in ogromno je tukaj stvari. Mestni človek bo začel verjetno z urbanim vrtnarjenjem, v tem smislu, da bo postavil prve lončke mikrozelenja na svojo okensko polico, da bo se mogoče priključil kakšnemu skupnostnemu vrtu, da bo začel raziskovati v tem smislu, da si bo naredil svoj balkon, ki je res raj v tem smislu. Potem pa kasneje bo napredoval in enkrat bo ugotovil, da želi ven. Da želi ven iz vsega tega. To je človek, ki bo zelo rad hodil kampirati. Človek, ki bo užival v kampiranju zaradi tega, ker bo pa se res nič ne rabim, v tem smislu. In potem enkrat pride do enega momenta, kjer pa moraš pokazati, se upravičujem izrazu, a imaš jajca ali nimaš jajc. V tem smislu, da se odločiš, da greš ven, v tem smislu, da sprejmeš odločitve, za katerimi pa moraš stati. In to je, da greš ven. Ali se pridružiš kakšni skupnosti, ali se s kom zmeniš, pa mogoče na začetku samo najemaš neko hišo, ali kakorkoli, da začutiš. Ampak ena stvar, ki sem jo jaz odkrila
mogoče ravno preko svojega ljubezenskega življenja, ker sem živela s kakšnim moškim, ki je bil mestni človek. Tem mestnim ljudem je lahko zelo velik izziv živeti v hiši ali pa živeti na podeželju, ker potem košnjo trave recimo, ali pa obrezovanje dreves, ali pa ne vem, vrt in take zadeve dojemajo kot obveznost. Če pa ti to dojemaš kot obveznost, je pa res dosti bedno, zaradi tega, ker ti si v službi in pol prideš stresiran domov in pol ti tam še baba teži, kva vse še mora se narediti okrog hiše, a ne. Ni glih najbolj prijetno, razumem, a ne. Če pa ti vidiš in dojameš, recimo, ne vem, jaz imam kokoši in so izjemne terapevtke, kokoši so nore terapevtke, pa da ne govorimo o jajcih, kakšna super hrana je to in podobne zadeve. Če ti je to obremenitev, če ti je to neka obveza, obveznost, potem nisi prav dosti naredil. Ker največja poanta je v odnosu. In tudi zanimivo je, dr. Štosjer na enem kongresu, kjer smo bili, on je krasen holističen zdravnik, tudi vodja Maja klinik v Avstriji, sam pa živi, mislim, da v Armeniji in ima tudi tam kliniko. Veš, on je rekel, ni pomembno tukaj, kakšno hrano jemo, kakor kako jo jemo. Gre se tukaj za odnos, gre se tukaj za vse ostale zadeve. In potem odnos do nečesa je tisto, kar bo naredil dejansko magijo, ampak do tega moraš priti. Tukaj ni tukaj so že druga čutila, ki so dejansko noter vključena. Tukaj se zgodi en drug magic zadaj. A veš, zakaj je, ne vem, Sanjo Lončar sva govorili o tem v rubriki Koherenca. A veš, zakaj je Hildegarda, ne vem, pa z nekim Armanom tam zdravila, pa ne vem, kaj še vse. A je bila res fora Armana ali je bila fora odnosa, ki ga je ona imela? A je bila fora njenih rok, zaradi tega, ker se je zavedala in kup enih drugih stvari. Tako da na tem nivoju smo. In vidim danes mlade, govorimo 20 do 30 let stare, se jaz nisem tukaj daleč stran, ampak počutam se pa. Ne na fizični ravni, ampak tako. Mentalno recimo, umsko, ja. A veš, vidim te ene, ki so ugotovili, ne splača se boriti za ta korenček, ne splača se za ta korenček iztrošiti, a ne? Gremo mi eno drugo življenje in taki se tudi dosti hitro se poročijo, imajo otroke, začnejo kmetovati, ne glede na to, na sijajne izobrazbene cilje, ki so jih dosegli v življenju. Začenjajo, ne, v tem smislu. Pa imamo pa drugo skrajnost, ne, teh digitalnih zombijev, ki pa so tako zelo apatični, rabijo vedno večje, vedno močnejše impulze, vedno močnejše senzacije. Pri moških se to kaže na ta način, recimo, da itak nimajo libida, a ne, imajo zelo slab libido, odvisni so od pornografije, ko dejansko pride do spolnega akta, bojo zelo težko doživeli orgazem za žensko, zaradi tega, ker se bojo mogli iti neke hardcore spolne igrice ali pa neke hardcore zadeve, da se bojo mal približali temu, kar oni gledajo dejansko, zaradi tega, ker je glava, je telo navajen tako močnih impulzov, a ne, roka je tudi veliko močnejši impuls, senzacija, kakor pa, a ne, pri moških se to kaže tudi na ta način, da ne znajo, mislim, jaz sem dejansko srečala moške, ki so mislili klicati električarja za to, da zamenjajo žarnico. A veš, kje smo? Poglej nazaj naše očete. Oni so znali od parketa polagati, keramiko polagati, vse stvari so znali. Isto ženske danes ne znajo kuhati. Jaz včasih objavljam tudi stvari na Instagramu, kako kuham, in to tako najbolj preprostih stvari ne znajo narediti, oziroma rabijo usmeritev. In da smo si na jasnem, jaz sem se šele kasneje v življenju priučila kuhanja, ker sem bila zelo razumska, umska, punčka, deklica, ki je nabirala znanje, in meni
doma niso dali podlage za gospodinjstvo. Nikakršne. Meni ni bilo treba čistiti, ni mi bilo treba kuhati, ni mi bilo treba nobenih gospodinjskih stvari delati. Jaz sem se učila, jaz sem brala, jaz sem bila povsod zraven aktivnostih in tako naprej in sem bila za knjigam. Šele pol kasneje sem prišla do tega, da sem danes gospodinja in sem ful ponosna na to. In je to toliko pomembno in to toliko dobro za naš dopamin, da je neverjetno. Tako da ja, lej, časi so zanimivi, gremo v različne skrajnosti in živimo v popolnoma drugačnih modelih sveta. Ja, mislim, da ta dopamin je eden izmed največjih problematik danes, ne? Ker je vsem na dostopu na roki, ne? Ja. Preko telefončkov in tako. Tako da kaj nekomu predlagaš, recimo, kako usklajevati ta dopamin, kako ga nižati oziroma kako se detoks dopamina narediti. Verjetno najprej treba se malo odvaditi dopamina, da potem začneš delati neke spremembe. Ker če se ti navaja samo scrollanja in potem, da boš šel delati neko brezvezno nalogo, od tiza ne boš dobil nič, moš verjetno prvo se malo razstrupi dopamina in potem narediti neke spremembe. Glej, navade so zelo bistvene. Za začetek je treba upoštevati nekaj zelo preprostih stvari. Prvo uro ali pa 2, ko se zbudiš, ni telefona. 1 uro ali 2, preden greš spat, ni telefona. To je že osnovna smernica. In vseh drugih ekrančkov in tako naprej. Tako. Se pravi, sploh zvečer nobene modre svetlobe, sploh whatsoever, in nobene luči, ki je nad glavo. To je recimo ena taka osnovna zadeva. Druga zadeva je, da spiš v popolni temi. Tukaj se zgodi veliko hormonskih stvari, ki so v soodvisnosti, se pravi kot nekakšen domino efekt. Potem najdeti stvari, ki ti prinesejo dopamin, oziroma stvari, ki ti zagotovo prinesejo dopamin, so gledanje sončnega vzhoda, zahoda, da imaš ti jutranjo aktivacijo kortizola na mrežnici, recimo, ne? To je zelo pomembno. Potem pa, da najdeš ti ta dopaminski release v zadevah, kakor, končaš trening, pa se dobro počutiš sam s sabo, ne? Ali pa pospraviš nekaj in je vse na svojem mestu in se dobro počutiš glede tega, ne? Da najdeš v takšnih stvarih, da greš v neko deprivation, kako se reče v slovenščini. Jaz se zelo trudim v slovenščini izražati, ker sem ogromno v angleščini in slovenščina je pa zelo neprimerljivo bolj živ jezik, tako da se odvajam zdaj malo tega in iščem slovenske besede. Deprivation, odvajanje. Deprivation tanks, recimo, ne, so ena taka krasna zadeva. Ja, to je meni ful dobro. Ja, ampak morajo biti sicer ta pravi, da iz čistili ustreznimi to pucajo. Torej, za vse tiste, ko govorimo, obstaja recimo ena krasna terapija, kjer je koncentracija teh različnih soli tako močna, da te drži gor in ti si v bistvu v temi in tišini po 1 uro ali pa po 2 uri tam noter, ne. To je ena super zadeva, ki nam v bistvu približa to, da se mi povežemo sami s sabo in da ni tukaj šundra okrog. Zdaj nekomu, ki je zelo navezan na svoj telefon, zelo ima aktiven prepoznaš tega človeka tudi potem, da ves čas ima glasbo zraven, skozi ima televizijo prežgano in podobno, temu se bo zmešal, a ne. Temu človeku se bo dejansko zmešal. Jaz tudi vem, da ko je nekdo v moji hiši prespal, je bil zjutraj paranoičen v tem smislu, zakaj je bilo tako tiho. A ne? Zakaj je bila totalna tišina in pol slišiš malo vejo zunaj, ki zapiha in si ono, oh my god, kaj je to? A ne? V tem smislu, ne? Skratka, da gremo malo ven iz tega. Jaz recimo redno delam digitalne detokse. Digitalni detoks pomeni nobene tehnologije, nobenih ekranov, neko obdobje. To je noro, koliko ti je dobro. To je noro, kaj ti dejansko doživiš in vsak december grem za 1 do 3 dni v temo in tišino. Čisto. To je kar izziv. Je kar izziv.
zaradi znanstvenega vidika, kar se z glavo, s hormoni dogaja, je noro, zaradi tega mentalnega vidika in vsega ostalega, ampak a veš, ko vse ugasneš, hitro vidiš, kje si. Koliko imaš podivjano opico. In ko boš to umiril, potem si zmagal, potem dejansko šele lahko začneš živeti. To recimo meni zdaj v tem jesenskem, zimskem času mi ful paša, recimo po delu, ko prijem domov, ker jaz imam ful mentalnega dela in samo da se uležem pol urce, 1 urco v temo, čisto temo, ne. In potem čutiš, kako se začne detoksati, ne, in se začne obnavljati in tako naprej. Pred leti sem pa poslušal en podcast, ker so govorili o teh terapij v temi, ker so bili po par dni in tudi se približa neki psihadelični izkušnji. Dark retriti. Dark retriti. To je ful zanimivo, ne, tako da, ja. Zdaj si malo načela že ta dnevno-nočni ritem, se pravi spanje, svetloba je zelo pomembna, da te ne... Veš, kaj bi mogoče še dodala, ne? Prej si rekel, se pravi, imaš ful mentalno delo, ne? In potem greš v to regeneracijo. To je ful cool, ampak recimo ena stvar, kaj jaz ženske učim, kaj jim predajam za hormonsko ravnovesje, pa to naravno pomlajevanje je, da mi ves čas gledamo, kako bomo uravnovesili levo in desno možgansko polovico. Se pravi, če je tvoje delo zelo uporabljaš bolj levo stran, v tem smislu, da je zelo strukturirano, logično, mentalno, številke in podobne zadeve, moraš najti ekvivalent temu, da imaš tudi na drugi strani, kar pomeni nek izrazni ples, petje, nekaj, kar je povezano dejansko z umetnostjo. Ker šele takrat, ko mi pridemo do tega, da uravnovesimo delovanje in aktivnosti obeh možganskih polovic, pridemo tudi do tega, da uporabljamo optimalno intuicijo. In včasih so to vedeli, če gremo pogledati recimo Hitler, ni bil samo odličen za strategijo in vse ostale zadeve, ampak on je bil neizmerno sijajen slikar. Poglej si njegove slike. Pa on je ful časa preživel v hribih, ne? V avstrijskih Alpah, ne? Ker je lahko potem razmišljal se isto Churchill, veš. To so bili hkrati, poleg tega, da so bili odlični v tem mentalnem delu, v logičnem delu, v tem levostranskem možganskem delu, so bili hkrati, so vedeli, imeli so to modrost, da so krepili tudi umetnost. In potem ti lahko razviješ polni potencial. Ne bo šlo samo v eno smer, moramo iti v obe smeri. Pol pa adekvaten počitek, ne? In ti dark retriti so res nekaj izjemnega, ne, ljudje začnejo, ne vem, z enim 5 uram, ali pa ne vem, da si samo rečejo, da bojo tih cel vikend, da ne bojo govorili, a ne. Tiho cel vikend. Ja, da ne govoriš, a ne. Ma to je sjajno, a veš, ampak da to za oba velja, ne, ne samo da moški reče ženski, ne bo tih cel vikend. Drugače pa tako je lepo, a veš, zadnjič sem to slišala, ne, ko je nekdo razlagal mojih hčerki. A veš, imamo 1 usta pa 2 ušesi, ne. Zato, da več poslušamo, pa manj govorimo. Ja. Veš, kaj me še zanima, se bom še malo ostavil tle po tem dark retreatu, kako pa potem sobo organiziraš, da ne pride nič svetlobe noter, ker je pomembno, da ni nič svetlobe, ne, oziroma ali je lahko neki svetlobe, ne sme biti nič, ne. Mislim, boljš, da je, zdaj, a veš, zdaj sva tukaj, ne. A veš, za nekoga je odvisno, kje si. A ne, bom povedala na enem neumnem primeru, a ne. Pred časom so na TikToku totalno napadali ljudi, ki jejo za zajtrk ovsene kosmiče. To se spomnim, ja. Pa vem, kdo je to govoril. V tem smislu, da to je pa res totalen shit in da in glikemični indeks in tako naprej. In vse to je res. Ampak, če nekdo pije Red Bull, pa žele bombone, pa rogljiček za zajtrk, ne mi reči, in ne mi tega človeka odganjati stran od ovsenih kosmičev, ker za njega je to svetlobni napredek. In je cool, da je ta napredek. Gremo počasi, korak za korakom. Za nekoga bo to pomenil, dark retreat bo za nekoga pomenil to, da bo tih.
Za drugega bo pa že mogoče pomenilo to, da ne bo mogoče luči prižgal. Za enega bo pomenilo to, da ne bo cel vikend na telefon gledal. A ne? Zdaj pa, ko gremo pa v skrajnost, a ne? Oziroma, ne, ko gremo v skrajnost, ko se pa resno lotimo zadeve, potem bomo pa pač zablendirali prostor, a ne? In pač tle porabiš deker, karkoli pač imaš, a ne? Jaz imam sicer imam tukaj, ne, nimam tukaj. Jaz imam sicer ene take dobre zadeve za blackout, ki so tako, prisesajo se in pokrijajo in res ni nič, drugače pa jaz imam po celi hiši narejen opcijo, da grem v blackout. Ok, zanimivo. Ja. Ja, to je ful zanimiva taka tematika, ne. Zdaj sem se hotel ustaviti malo pri tem dnevno-nočnem ritmu, ker smo lih načeli to tematiko. Se pravi, spanje smo rekli, da je osnova, se pravi, začne se spanje, začne se z lučjo, potem pa v tvoji knjigi pa pišeš tudi o različnih urah v dnevu, kako vsaka ura nekaj pomeni in kako na podlagi ur potem tudi uravnavati svoj dnevno-nočni ritem. Tako da, če bi malo lahko povedala več o tem. Torej, za človeka obstaja več pomembnih ritmov. Človek je del ritma in vse je v ritmu. Razumevanje sveta danes je zelo daleč stran od tega. Mi želimo samo rast in napredek. In želimo, da je človek ujet v stanju produktivnosti in da je ves čas ful produktiven in da ves čas samo raste. To je nevzdržno in tega v naravi ni. V naravi imamo in poznamo cikle. In za človeka, sploh za žensko, ki je še toliko bolj ciklično bitje, so te cikli zelo preprosti. Imamo lunin cikel, ki vpliva na človeka, na mesečni ravni, imamo ženske cikel menstruacije in menstrualni ter lunin cikel se morata ujemati, če govorimo o neki optimizaciji hormonov in sodelovanja z naravo, kar je za mnoge skoraj nemogoče, ker skušajo samo to, da pridejo do tega, da imajo urejen cikel in ritem. Potem imamo letne čase, ki so izjemno pomembni in smo lahko zelo hvaležni, da živimo v okolju, ki nam nudi še vedno precej izrazite letne čase, ki nam pomagajo krepiti različne kvalitete našega življenja. Nekdo, ki ves čas živi na soncu, ob morju z 30 stopinjami, bo veliko težje prišel do tega, ker nima planetarne podpore, kot jo imamo mi v jesenskem času, da odvržemo, odrežemo stvari, da naredimo malo reda in v zimskem času za globoko regeneracijo in tako naprej in tako naprej. Se pravi, tukaj imamo te sezonske ritme in potem, se pravi, na letni ravni in na dnevni ravni imamo meridiansko uro, imamo cirkadialni ritem. Cirkadialni ritem je nekaj zelo preprostega, zelo osnovnega. Govori o tem, kdaj katere avtoceste v našem telesu dobro delujejo in danes je za cirkadialni ritem in za to znanje bila podeljena tudi Nobelova nagrada, kar je smešno za umret, zaradi tega, ker cirkadialni ritem in meridianska ura obstaja tisočletja že. In me pa definitivno preseneča, oziroma ne preseneča, mi je pa fajn, da vidijo tudi v znanstvenih krogih, da vendarle, če so šli človeka operirati ob tej uri ali pa ob tej uri, da je bilo okrevanje drugačno zaradi tega, ker pač ob določenem času določenih stvari ne počneš. Torej, cirkadialni ritem je nek optimalni ritem dneva, ki naj bi ga človek imel, torej, kaj počne, kako razmišlja in katere navade upeljava ali pa jih živi v določenem času in kadar upoštevamo cirkadialni ritem, takrat v resnici delamo največ za svojo lastno optimizacijo. Ampak izziv je velik. Največji izziv sodobnega človeka, veš, v čem je? Telesne aktivnosti v smislu nekih kardio treningov in vseh teh zadev pride recimo v upoštev v nekako času vranice, to je dopoldanskem času. Vsa agresivna oziroma aktivna vadba
Govorimo o aerobikah, govorimo o fitnesih, govorimo o drugih funkcionalnih vadbah in podobnih zadevah. Po 17. uri ali pa po 16. uri ni šans. S tem dejansko zmotimo ritem kortizola, ki ne bo padel prav čas in se bo vse skupaj začelo podirati. Ali je to danes izvedljivo? Folk je v službi takrat. Ja, za večino ni, ne? Ni. A veš, ni. A ne? In jaz vidim, recimo, ne vem, vidim ljudi, ki imajo, ne vem, pa imajo pol fuzbal ob 8 zvečer ali pa, a veš, ali pa ob 9 celo basket in te zadeve. Pač to totalno uničuje cel ritem za cel teden, dejansko. Ko v bistvu ti poruši spanje, itak pa na spanju je vsa osnova. Ne? Ampak gibanje je zdravo, gibanje je pomembno. Torej, ni poanta, kaj delaš, zelo pomembno je, kdaj to delaš. In tukaj rabimo reorganizirati svoje življenje in reorganizirati stvari na ta način, da bodo služile našemu telesu, ne da bomo mi služili dejansko sistemu. In zdaj smo na tej točki. In je treba reorganizirati. Ja, pa drugi največji problem, ki si ga prej omenila, se mi zdi, da skozi nekaj hitimo, skozi hočemo biti produktivni, ampak kot si že omenila, vsak svoj letni čas ima neke svoje karakteristike. Ne? Zdaj, jeseni bo potreba se počasi umiriti, odvršiti stvari, da pole priješ v zimo, da si globok počitek. Ne? Ampak mi pa hočemo stalno biti produktivni. Ali je to iz zunanjega, se pravi, da imamo zunanje pritiske, ali so notranji, ne? Ali pa so oboje, kar je še hujše potem. Ne? Lej, jaz vidim vsaj pri sebi, da je tako, jaz hočem pač stalno produktiven, ampak potem vidiš, da ne gre, ne, prije do točke, ki te zlomi fizično, ali zboliš, ali zgoriš, ali pač kakorkoli, in takrat vidiš, da se ti nekaj poklopa, to bo treba nekaj začeti drugače delati, ne, in potem takrat te prisili, ne. Noro, veš, jaz imam na WC-ju, ne. Vse, kar imaš, a veš, kaj ti luleš, pa kakaš, ne? Takrat si v enem posebnem stanju zavesti in takrat je, a veš, reklame na WC-jih ful dobro delajo. Ravno zaradi tega, čeprav v javnih WC-jih nismo toliko časa, ne? Doma bi si mogli narediti eno tablo, tam, ko gremo, da imamo tablo pred školko in imamo napisane stvari, ki so pomembne za nas, oziroma stvari, ki jih želimo spraviti nekako v našo podzavest. In jaz imam recimo napisan ene par zadev, pa Teslo imam gor, pa tako, ampak se to spreminjam z letnimi časi, ampak trenutno imam še vedno to gor, ne, da je mnogokrat najbolj produktivna stvar, ki jo lahko narediš počitek. Ker pač jaz imam tako grozovite podzavestne vzorce, ki me v hardcore produktivnost mečejo, da je to strašljivo. A veš, jaz tudi mnoga leta vsakič, ko je zima prišla, ko bi me narava že vabila k počitku, jaz sem mogla iti takrat nekam v trope, se nekaj učiti, nekaj raziskovati, nekaj tam početi, a veš, ne. Nisem si tega pustila, ne. In potem sem tudi znanje, ki ga imam danes, znanje o biohackingu, znanje o, ne vem, o adaptogenih rastlinah in tako naprej. Jaz sem to začela izkoriščati. Izkoriščati v tem smislu sem lahko delala še več. Še več. In to je tako, in ogromno nekega pritiska do sebe. Jaz sem itak najbolj stroga do sebe, ne? Do drugih nisem tukaj, kar sem dejansko do sebe. Imam izjemno visoke standarde in stvari, mislim, čez kaj sem jaz sama sebe že vse spravljala, koliko sem bila stroga do sebe, to je res noro. In tudi v tem ni poanta. In, a veš, ta koncept stare Kitajske je vrhunski, a ne? Nikoli ne iti čez 80%. Nikoli ne iti čez 80%. Are you kidding me? Mi hočemo pa 120, ne? Ja, 130 ves čas in če ni 130, je nekaj čuden, a ne? Ja, transformativno je to vse, ko začneš razmišljati. Ja, jaz sem se ful poistovetil zdaj s tem, kar si povedala. Veš, kaj me zanima, kako si pa šla čez ta proces spreminjanja teh podzavestnih, nezavednih vzorcev? Vse verjetno to še vedno traja, ampak kako si se tega lotila, pa kaj ti je najbolj pomagalo?
Prvo, kar je, moraš ozavestiti to. Ko ozavestiš, imaš že pol dela narejenega. Pri meni je bilo zelo, ene par takih temeljnih, zelo zakoreninjenih, že od nekdaj. A veš, jaz sem ves čas nabirala znanje, pa ne, da bi ga rabila za sebe ali pa za kogarkoli, da bi bil okrog mene, da bi ga rabil, ampak za ziher, da ga bo rabil. Če bo slučajno me kdo rabil, da bom jaz to vedela, pa da bom znala pomagati, pa da bom vedela, kako in kaj. Kakšen program je tukaj zadaj? Tukaj je program nisem vredna, če samo sem. Se pravi, vredna sem zgolj takrat, kadar sem koristna. Zgolj takrat, kadar lahko nekaj rešujem, nekaj nudim in nekomu pomagam. In to je sicer super, zaradi tega, ker imam res veliko znanja in res veliko izkušenj in vsega ostalega. Ampak kaj pa to pomeni v odnosu od mene do mene? Kaj to pomeni? To pomeni, da sem tudi vedno iskala moške, ki sem jih jaz rešvala, recimo, ali pa situacije, prijatelje, ki so rabili pomoč v tem smislu. Se pravi, ves čas samo biti tukaj in zdaj. In recimo, ko se začneš tega zavedati, ko začneš brskati stvari, včasih prideš do tega sam. Zelo težko, če si v okolju ali pa če živiš v isti hiši kot tvoja družina. Meni so to dala potovanja. Ker ti greš ven iz države, ven iz svojih korenin, takrat se eni koncepti drugače obrnejo. In ti veliko lažje vidiš stvari, ker gledaš iz 3 korake nazaj in to ti dejansko pomaga. Pomagajo ti lahko tudi kakšni, ne vem, psihoterapeuti, tretje v tem smislu. Za nekatere so to guruji, za nekatere so to karkoli pa že. Jaz sem probala oziroma jaz prakticiram ogromno stvari. Od grafologije do za spreminjanje podzavestnih vzorcev. Grafologije, meditativnih tehnik, različnih neurotehnik, ogromno imam teh neurotehnik, te so res ful učinkovite. Neurotehnike v smislu neurofeedback? Tudi neurofeedback je ena izmed njih. Drugače pa uporaba različnih frekvenc, uporaba različnih dotikov. Uporablja vseh teh tudi sodobnih tehnik, pa hkrati združenja z starimi. Vse to nam dejansko pomaga, ampak mogoče bi rekla, da stvar, ki me je pa najbolj resetirala, je bila pa Boga. To sem te tudi mislil vprašati, ker mi je bila ful zanimiva zgodba. Prvo sem slišal na tvoji predstavitvi knjige, pa potem še malo prebral v knjigi. Tako da, zanimiva izkušnja, ne? Zanimivo potovanje. Potovanje. Zdaj, za tiste, ki mogoče ne poznajo, kaj je to Boga, lahko prvo razložiš, kaj je to Boga, kako je prišlo do tega. Ja, Boga je, danes večina ljudi pozna ayahuasko. Poznajo gobice, poznajo LSD, gobice, LSD, v tem smislu. Ne? Se pravi, smo v neki fazi zdaj, kjer so psihadeliki zanimivi. Meni so vedno bili, raziskovala sem jih že več kot 10 let nazaj, ampak nisem pa čutila prav klica. Dobro, gobice so nekaj druga. Gobice sem jaz provala zelo hitro v svojem življenju. Mislim, da sem bila še najstnica, mogoče sem bila kakih 19 let stara, v tem smislu 19-20, ko sem probala gobe in je bila definitivno lepa izkušnja. Sem imela same lepe izkušnje. Tako da, ja, več kot 10-15 let nazaj sem pa srečala tudi enega človeka, ki mi je postal dober prijatelj. Skupaj smo hodili plesati na zabave elektronske glasbe in on mi je enkrat povedal, da je on bil 10 let na heroinu. In jaz sem bila, kva ti? In on tako, ja. In da je šel na Bogo in je zrihtu to. Rekel je, jaz sem bil na Bogi s šamanom, 3 dni sem bil, videl sem vse, zakaj to delam, kako to delam in od takrat sem jaz čist in nimam nobene potrebe več in tako naprej. Mene je takrat to wow, kaj, a obstajajo take zadeve? In potem sem potovala po svetu, pa sem imela številne priložnosti, kdaj sem izkoristila, sem probala kaj, kdaj nisem.
usmerila sem se po občutku. Ampak imela sem pa od nekdaj to globoko spoštovanje do rastlin, ki so največja tehnologija tega sveta, da te more poklicati. Ker če te ne pokliče, o bože, ne bo v redu. V kakšnem smislu misliš poklicati? Jaz to razumem, ker sem v tem svetu, mogoče za ljudi, ki ne poznajo toliko te stvari. Če te zadeva mentalno intrigira, pej to tem, brat, ni panike, raziskuj, pogovarjaj se z ljudmi, ki so bili na tem. Ampak takrat, ko boš začutil klic rastline, boš čutil to z vsako celico svojega telesa in mogoče se ti bo mentalno zdel, pa ne, pa ono, pa tretje, ampak boš samo šel v to in se bo samo zgodil. Pri meni je bilo to tako, jaz sem se upirala temu mentalno. Meni je bilo ono, pa dej, kva mi je zdaj še tega treba, itak sem imela tako pestro leto, zakaj mi je zdaj še tega treba? Nimam dovolj dobrih fizičnih, jaz nisem šla v pravem fizičnem, jaz sem imela en post pred tem in ni bilo primerno, da sem jaz takrat i Bogo naredila na fizični ravni, a ne, da sem šla v to. Ampak bil je pravi čas, bil je klic in vse skupaj je bilo nad tem. In takrat tudi se vse to odpre, zveš za prave stvari, skonektaš se s pravimi ljudmi, vse te zadeve se nekako poklopijo. Ampak treba se nečesa drugega zavedati. Psihadeliki oziroma vse te izjemne rastline, vse psihadeliki je mogoče celo malo slabšalni izraz, glede na to, kaj zmorejo, to je zdaj trendi. In to ni za vse. To ne pomeni, da sem jaz nekaj več, ker sem bila za to. Ne, absolutno ne. Ampak to ni za vse v tem smislu, da tudi... A veš, jaz bom to, kar sem doživela na Ibogi, jaz bom to do konca življenja verjetno procesirala. Jaz ne čutam več potrebe, da grem še na karkoli. Ljudje pa nekaj probajo in to v nekem neustreznem okolju. Ja, točno to. In pridejo ven stvari, včasih jih ne znajo šamani niti nazaj pripeljati. Ponavadi so facilitatorji to ljudje, ki so naredili en tečaj, ali pa enkrat so sami probali, pa so šli pa na nek vikend tečaj in zdaj imajo že kar občutek, da imajo kapacitete, da to sami izvajajo. Skratka, zadeva je lahko izjemno nevarna. Poleg tega to izjemno izčrpa nadledvične žleze. In to niso heci, resnično niso heci. Tako da k tem zadevam je treba pristopiti zelo znanstveno, zelo profesionalno in recimo jaz sodelujem tudi z parimi klinikami, ki to izvajajo v medicinskem okolju. To pomeni, da so intravenozno priključeni, da jim določene stvari v žilo takoj že tečejo. In ja, to je tudi en način, meni osebno je bilo pač veliko ljubše to, da sem jaz to naredila v svoji hiši s šamanom sama in ni trajalo 12 ur, kar je bilo rečeno, trajalo 3 dni, ker je moje telo to malo drugače procesira stvari. Imam zelo senzitivno telo v tem smislu, da zelo hitro zaznam zadeve. In od tega sem bila 2 dni sama. En dan pa s šamanom. Šla sem izven matrice, se pravi izven matrice tega obstoja. Videla sem vse layerje vsega, tudi ko sem z roko takole naredila, to je bilo vse layerje sem videla, kako grejo. Ko sem pogledala vsako fizično zadevo, sem videla, kako je sestavljena, vse delce tega. Ko sem dala roke takole skupaj, sem skreirala v trenutku, karkoli sem želela. Avrična telesa od vseh in vsakega. Skoraj malo too much je bilo, ko sta mi mačka skočila na prsi in sta začela prest. Dobila sem totalen vpogled, kako to dejansko zdravi. In vsako besedo, ki sem rekla, sem ugotovila, kako gre čez telo in kakšen mehanizem je tega zadaj. In sem se takrat odločila, da bom veliko manj govorila. Ker vsaka beseda ima veliko večjo moč, kot ji mi pripisujemo. To je zdaj en ta delček tega zadnjega dela. Drugače pa to je potovanje, to pomeni, da imaš sijajne dele, pa pomeni, da imaš tudi manj sijajne dele. Doživiš pa celotno paleto čustev. Od najvišjih
vibracijskih možnih do najnižjih, kar jih dejansko obstaja. In moraš iti čez, ker nimaš opcije, da rečeš stop, zdaj imam pa dost. Ja, ta psihadeliki so ful zanimiva tematika, meni so tudi ful blizu in se mi zdi, da je treba biti pri temu skrbni oziroma pazljivi, ne? In počasi stopnjevati stvari, mogoče začeti z in se pripraviti, mogoče začeti prvo z meditacijo, z nekimi poglobljenimi dihalnimi tehnikami, ki te malo vzpostavijo neko povezavo s tabo, z nekim višjim, pa potem kakšne terapije in potem naprej lahko kakšne te psihadelike. Predstavljaj si enega človeka, ki mora biti skozi v akciji, skozi je nek chatter, skozi je na telefonu, a veš, skozi produktivnost, tu gnare bomo naredili, tam bomo naredili, bomo naredili, tretje bomo naredili, skratka, totalno upet in ujet in potem tudi, ne more biti 5 minut sam s sabo, a ne? Pa da gre tak človek na eno tako izkušnjo, kjer mu pa v bistvu pokaže vse možnosti, a veš, ti vidiš takrat, a veš, ajoaska te pele ven, ne? Ona te ven, a ne? In Boga gre noter, a ne? In v vsakem primeru pa ti vidiš vse scenarije možne. In če si ti navezan na misli, na občutke, če si tukaj noter zlima, pa tebi se zmeša. Tebi se dobesedno zmeša. Zato ni, treba biti pazljiv pri teh stvareh in delati do tja. Zdaj si omenila, se pravi, to hitenje, povprečni človek zmeraj bolj hiti, verjetno ti imaš tudi zelo pester urnik, glede na to, kaj vse počneš, se pravi, si TV voditeljca, zdaj si postala avtorica. Drugače, jaz sem napisala že 9 knjig. A res? Se pravi, ni panike, oziroma 9 knjižnih del. Ampak knjižnih del. Ja, med drugim tudi kar nekaj knjig je bilo, ja. Se pravi, čujem, da to nisem ni panike, ne moreš vedeti, ker je... A veš, ko človek spusti navezanost na to, da bo na poti svojega življenjskega poslanstva imel eno vlogo, ki bi lahko bila voditelj, ki bi lahko bila producent, ki bi lahko bila gospodinja, ki bi lahko bila pisateljica. Ko dejansko to spustiš in se začneš igrati, takrat padeš včasih malo v razmišljanje. Čekaj, kaj pa jaz vse sem? Tukaj stvari sem. Kako si se distancirala od tega? Se nisem. Mislim, malo si se. Mislim, čutim, da si se, ker tudi prej sem te vprašal, kaj je knjiga, uspeh knjige in tako, si rekla, nisem prav počekirala, koliko se prodaja. In tu je bil že nek znak, da si se malo distancirala od tega, da v bistvu uspeh knjige ni tvoj uspeh. Ne, to nikoli ni bilo. Jaz teh stvari, kar se tiče financ pa tega, jaz se s tem sploh nikoli ne ukvarjam, iskreno. V svojem podjetju imam računovodkinji, ki sta krasni, sijajni, ona imate štempelj z mojim podpisom. Jaz nimam niti dostopa do svoje spletne banke, zaradi tega, ker to vse urejata oni dve, in se sploh ne ukvarjam s temi zadevami. In tudi, ko pripeljem kakšen produkt, ko napišem kakšno knjigo ali karkoli, jaz nikoli to ne naredim zaradi tega, da bi se prodajala ali pa zaradi tega, da bi dosegla ne vem karkoli. Zato ponovadi niti ne pogledam. Začutim pa tok. Začutim tok obilja, začutim to pretočnost v tem smislu, ampak te stvari me ne. Sicer pa jaz imam ADHD, za katerega sem ugotovila precej pozno v svojem življenju. In imam krasno danost, da sem že v otroštvu dejansko začela to kompenzirati za neko strukturo, disciplino, in kadar imaš strukturo in disciplino, predvsem pa tudi iskrenost samega do sebe, na tem pa zdaj sploh delam, v tem smislu si iskreno, a veš, ne a lahko, itak da lahko, ampak a je vreden ta, a ne, vzameš vse in tako naprej. Rabiš strukturo in strukturo nam daje cirkadialni ritem, dajo nam letni časi. A veš, jaz imam tudi v kleti po omarah tako zložene stvari, a ne. Ve se, da gobeline, pa štrikanje, pa take stvari bom delala pozim, ne bom delala polet. In potem, ko imaš strukturo, da veš, daj boš kaj delal, kako boš delal, ti ta struktura da občutek varnosti in lahkotnosti. In potem je jasno.
Je pa res, od česa sem se distancirala, jaz sem imela včasih vsak mesec predavanja, zvočne kopeli, na 2-3 meseca sem imela vikende za dušo, za ženske in tako naprej. In 4-3 na leto še kakšna potovanja z gledalci od 10 let in zdaj tega ne bo več. Oziroma predavanja, zvočne kopeli in vse ostalo sem itak že omejila. Rabim malo pauze od vsega tega. Čutim zadovoljstvo in hvaležnost za kapaciteto in kvaliteto vsebin, ki jih predajam preko klepeta ob kavi, ki ga ustvarjam že 10 let, preko knjige, ki je bila zdaj na koncu napisana, preko vsega ostalega. In prvič v življenju lahko rečem, da tudi ne dajem tega na prvo mesto, niti po točko razno ne. Ampak dajem svoj well-being. In vidim, da rabim več časa zase, več časa v samoti, več časa v gozdu in ja, to je to. Zato sem si tudi za leto 2025 zelo malo stvari sem si dala pod stvari v smislu tudi dogodkov in tako naprej. Raje sem dala več gostovanj v podcastih, raje sem dala noter kakšne knjižnice in te zadeve, ker kakorkoli sem ves čas v glavi zmeri kalkulirala, kako lahko ta sporočila, moja sporočila in sporočila drugih ljudi, ki jih jaz prepoznam, da imajo pomembna sporočila, kako lahko pridejo do največ ljudi. To je bilo moje vprašanje zmeri, ne? Se pravi, kako pridejo do največ ljudi, se pravi, samo veliki eventi, velike stvari, veliko. Danes gledam drugače. Jaz nočem, mislim, ne rabim vseh ljudi, ampak samo tiste, ki so dejansko pripravljeni. Prej sem jaz vse govorila, vse poprek, zdaj pa odgovarjam samo takrat, ko sem vprašana. In vidim, da ne rabim pa pismo, pa kako sem bila toliko egoistična, da sem mislila, da bom jaz zdaj svet rešila, razumeš? In da bom jaz zdaj kar vse pozdravila in ne vem, kaj vse. Ma ne, pa dej nehi. In ne, rej naredim en vikend za dušo na leto, recimo, pa bojo tja prišli res ta pravi ljudje, kakor pa da živim tako hektiko, ko sem preveč izkoriščala vse biohacking scene, zato da sem lahko sproducirala in sprocesirala vse. In ne rabim se več nobenemu dokazovati, tudi sebi ne, vem, koliko zmorem in zmorem res ogromno. Ampak ne rabim več tega dokazovati. Niti sebi, niti drugim. Tako da želim si malo umiriti življenje. In ko je moja mama to slišala, je umrla od smeha, ker je rekla, da ni opcije. Da ni opcije. Verjetno to te še malo pohnalo, ne? Da jo boš prove her wrong. Mogoče v tem smislu, ja. Ampak trenutno najbolj uživam v počasnih jutrih, v dolgih zajtrkih, o globokih pogovorih. In tudi ugotovila sem, veš, kaj imam kakšne skupine ali pa kakšne seminarje, rej delam z 20, kot z 200. Včasih me je to 200, ful mi je dal powerja. Zdaj pa rej delam z 20, zaradi tega, ker res lahko delam z njimi. Ja, lahko reš tudi v globino, ne? Se posvetiš vsakemu, pa res poznaš ljudi. Tako da, to je moja trenutna transformacija v mojem modelu sveta. Ja, to se mi zdi ful pomembno, da prijaš do ene take točke, ker se ne rabiš več dokazovati ne drugim in sebi in potem lahko začneš spreminjati način življenja, pristopiti nazaj do sebe in tako naprej. Ja, veš, se zato veliko ljudi, veliko biohackerjev vidim, da se ujamejo v to, da pol merijo vse stvari na tem svetu, a veš. In pol se kopajo noter v tistih podatkih in ko jih nekdo vpraša, a si dober spal danes?
morajo počekirati app, morajo telefon počekirati. Pa pusti stari, ti mi povej, kako se ti počutiš, kako si ti dejansko spal. A čutiš, da... ja, te podatki, ta mentalnost zna predvsej obremeniti. Zdaj ena určka, koliko imamo še? Še, izvoli, vprašaj, kaj češ. Cool. Veš kaj, prej si omenila tudi mikrobiom. Ena taka tematika, ki danes tudi zmeraj več pozornosti pridobiva in se mi zdi, da je prav tako. Če malo razložiš, kaj je to mikrobiom, pa kako lahko vse vpliva na zdravje. Ok, predstavljaj si, da naše črevesje, pa ne samo črevesje, ker mikrobiom sega še dlje, ampak recimo črevesje, bi moralo izgledati kot džungla, kot pragost. Biodiverziteta ogromna. No, danes pri večina ljudi izgleda kot puščava. Resnično puščava. In tukaj je ta problem. Mikrobiom mnogi dojemajo kot nov človeški organ in imajo tudi dober razlog za to, ker lahko tehta pri zdravem človeku tudi do 2 kilograma. Mikrobiom začenjamo krepiti že ob rojstvu, zato je za zdrav mikrobiom, iz katerega se zgradi tudi zdrav imunski sistem, trden imunski sistem, odpornost, vitalnost, dolgoživost in vse ostalo, se začne, če so določeni pogoji ustrezni. Govorimo o vaginalnem porodu, govorimo o dojenju in govorimo o minimalni uporabi antibiotikov, predvsem o nobeni uporabi antibiotikov vse do 4. leta starosti. Kar je skoraj nemogoče v današnji družbi in v današnjem svetu, kajti antibiotiki so proti življenju. Oni pobijajo vse, kar je dobro in kar je slabo. Probiotiki so za življenje in mi lahko uporabljamo neke probiotike v smislu kapsul, ampak to ni to. Mi rabimo živeti na način, da imamo diverziteto, da čutimo to biodiverziteto in da imamo biodiverziteto na krožniku, da imamo biodiverziteto v našem okolju dejansko. Mi že v naravi dobivamo vse te stvari, že samo za vonjem zemlje. Kdaj si nazadnje šel zemljo povohati? Jaz jo redno voham, pa začutiš, vidiš, zaznaš dejansko marsikaj. Tako da mikrobiom je izjemno pomemben, je temeljni in zdravje prihodnosti, holistični pristopi bodo temeljili na krepitvi mikrobioma. Mikrobiom se že krepi pri mnogih holističnih psihiatrih, psihologih, v tem smislu, da raje kot antidepresive dajo neke probiotike oziroma fermentirane napitke, ki bodo temu dejansko pomagali. Jaz recimo redno pijem mikrobiom 30, ampak to je samo eden izmed načinov. Jaz zagotavljam holistični protokol v 3 stebrih. Eno so dopolnila, kar je v bistvu še najmanj pomemben, drug steber je prehrana, ki je baza, in pa navade, ki so najmočnejše. In potem, ko se nečesa lotevaš, ko nekaj hočeš nadgraditi, optimizirati, greš pogledat, kaj delam na vsakem stebru, katere navade se upadajo s tem interesom, katera prehrana se upada s tem in kakšen način, in pa katera druga pomagala, ki so lahko tinkture, čajčki, dopolnila, pri katerih sem zelo rezervirana, potem pa tudi druge oblike terapije, seanse in tako naprej, kjer pride psihosomatika na vrsto. Ja, zanimivo. Jaz, ko sem prvič spoznal, sem imel tudi veliko težav z prebavo od tam najstniških let naprej in potem počasi začne spoznavati, kako so možgani pa črevesje povezani in kako potem drugega vpliva. Ponavadi mislimo samo, ok, stres, mentalni stres v glavi vpliva na našo prebavo, ampak je tudi kontra. Se pravi, če v naši prebavi nekaj naštima, bo potem vplivalo na glavo, na in koliko enih duševnih bolezni, duševnih težav izvira iz
prebave, ne, iz mikrobioma, tako da je ful fascinantna tematika. Izjemno. Dejansko možgansko meglo in vse te stvari lahko zelo hitro dejansko rešiš. Noro. Noro. Ja. Zdaj si omenila vaginalni porod, na predstavitvi knjige si omenila tudi, da si imela porod doma, če se prav razumel, slišal. A poveš še malo zgodbo, kako je prišlo do tega, zakaj si se odločila za to? Ja, komod. Jaz sem pri svojih 29-30 letih na Japonskem resnično vzela dan, da sem premislila, ali si želim imeti izkušnjo materinstva ali ne. In tam sem skozi ta proces prišla do tega, da si jaz to strašansko želim in da si tako strašansko želim, ampak da me je strah. Strah me je bilo predvsem poroda, ker sem imela sama zelo težek porod in popkovina je bila ovita okrog in jaz mislim, da sem takrat imela kar eno tako malo obsmrtno izkušnjo tudi, čeprav nikjer ni uradnega zaznanka, da bi se to ne zgodilo. Skratka, jaz sem na Japonskem ugotovila, da to hočem in potem sem šla na ene 2-letno pripravo na to, v tem smislu, da sem sčistila in pripravila svoje telo. Nisem razmišljala o tem, ni bilo ono takoj, da sem rekla, jaz bom rodila doma, sploh ne. Pol pa, ko sva se odločila s partnerjem, takrat se je pač potem to zgodilo, a ne? In potem sem jaz šla zgolj na en ginekološki pregled, samo da smo videli, da je plod v maternici, da je na pravem mestu, da bije srce, in potem nisem več hodila na to. Ampak takrat tam tista ginekologinja je meni rekla, no se vi boste itak doma rodila. In jaz tako njo pogledam in je bilo kva? Jaz sploh ne razmišljam o tem, jaz sam razmišljam, a bom imela splav ali ne bom imela splav, a bo to sploh šlo, a veš, v tem smislu malo prestrašena. In potem mi niso šle te besede iz glave in sem začela malo raziskovati in sem itak ugotovila, da je to najbolj optimalno, kar lahko narediš za človeka, a ne? In sem se pri 3 mesecih začela pripravljati za porod doma. Ampak ves čas sem, in to se mi zdi, da je izjemno pomembno za ženske, da se zavedajo, da otrok zbira način poroda, ne ti. To pomeni, da kakor bo. Pri nosečnosti in pri porodu se moraš zavedati, da ga ne delaš ti. Dela ga matrica narave. Ti se moraš samo prepustiti in čim manj vmešavati. Manj se vmešavaš, boljše dejansko je. In pri meni je pač to izgledalo, kakor je izgledalo. Porod doma je bil krasen, čudovit, fantastičen, zelo sem hvaležna za to izkušnjo, ki me je resnično spremenila, je bila ena izmed najbolj transformativnih. Ampak spet, jaz sem bila pripravljena, če bi bilo treba iti v bolnico. Jaz nisem daleč stran od bolnice, če bi to bilo treba narediti. In zaupala sem to babici, ki je bila zraven, da ona ti pove pravi čas, če karkoli ne gre tako, kakor mora in da imaš ti še vedno dovolj časa. Ampak zato, da imaš pogum, da greš roditi doma, da to načrtuješ, se moraš najprej odučiti vsega, kar misliš, da veš, pa si kadarkoli slišal o porodu pa o nosečnosti, se moraš na nov naučiti in tudi takšen tip človeka moraš biti. Se pravi, kje imaš ti največji občutek varnosti? Kje se ti počutiš najbolj podprtega? Jaz sem kot zdravstveni delavec v času faksa delala na travmi, na nevrološki, na amputacijah, na rehabilitacijskem, skratka, v zelo velikih zadevah. In jaz sem takrat, zato je tudi nastal klepet ob kavi in vse ostalo, jaz sem takrat vedela, da če bom ostala v zdravstvu, jaz bom ubila svojo dušo. Ker sem videla, da se delajo taki felerji, take res grozovite zadeve za to, da se vzdržuje sistem, ne pa da se dela za pacienta, da pač meni bolnišnično okolje ne prinaša občutka varnosti. A ne? In zaradi tega sem jaz zbrala to pot in pot me je izbrala. In potem me ljudje sprašujejo, če boš imela še otroke, a boš rodila doma?
Ne vem. Zanimivo. Ne vem. Bomo videli, kako se bo dušica odločila, bomo videli, kakšna situacija bo. Jaz sem pač imela vse pogoje pri hčerki, ta prvi, a ne? Sem imela vse pogoje. Kako bi šlo, če bo šlo, ne vem. Ampak vem pa, da se moram prepustiti matrici narave. In da nisem tle jaz glavna, ampak da je tle glavni otrok. In njegova zgodba. To pa ful zanimivo. Ja. Da se odloča otrok in tako naprej. Ja, se tu smo zdaj primeren pristop, da tudi ne greš z glavo skozi, če vidiš, da pač ne bo šlo skozi sam doma, zakaj? Pri ženskah, kjer vidim, da so se da so se na trdo odločile, da bodo rodile doma, da ni druge opcije, ker sovražijo bolnico, na koncu bile bolnici hvaležni zaradi tega, ker jih je rešil situacije. Nikogar ničesar ne obsojaj, ne imeti te tenzije, zaradi tega, ker life ti bo zmeri hotel pokazati, halo, a ne? Jaz sem pač pripravljena na vse. Bomo videli, kako bo pa bo. Zdaj bi te vprašal še nekaj za konc, se pravi v zadnjem delu tvoje knjige pišeš tudi o kako lahko sami diagnosticiramo in zdravimo bolezni, tako da mogoče, če lahko daš še kakšno iztočnico glede tega. Kako sami identificiramo in zdravimo bolezni. Ne, tega ziher nisem napisala, zaradi tega, ker beseda zdravimo ni dovoljena. A sem se jaz slabo izrazil? Ne, je za diagnostiko. Diagnostiko. Pomembno je, da se zavedaš, da beseda zdravi in zdravljenje je registrirana. Ja, se opravičujem, razumeš? Izključno za farmacijo. Se opravičujem, sem se jaz slabo izrazil, se pravi razumevanje, povezovanje in samo diagnostika. Ja, tako je. Hvala, ker si me opomnila, to je zelo dobra pripomba. Ta pripomba je neumna, ampak je pa praktična zaradi tega, ker ustvarjaš 10+ let vsebine iz področja zdravja in imaš izkušnje z številnimi inšpektorati, se potem naučiš teh pametnih izražanj, da ne boš komu stopil na žulj ali pa karkoli. Ja, glede tega poglavja, ki se mi zdi, da je eden izmed najbolj pomembnih, ker nas najbolj povabi v prakso. Razumevanje tega je zelo preprosto. Naše telo je zemljevid. Naše telo ves čas komunicira z nami. In nam kaže, kaj mu manjka, česa je preveč, kaj si želi in kaj potrebuje. Mi nismo v stiku sami s sabo, da bi znali te stvari prepoznati. Zato je čas, da se jih vsej razumsko naučimo, v tem smislu, moji nohti, tole mi manjka, se pravi, da gremo preko tega razumskega dela, da začnemo brati znake. Preveč je žensk, ki vejo, kakšen kakec ima njen pomaranček, svojega kakca pa niso pogledali že 20 let. Mi rabimo opazovati samega sebe. In ko se začnemo opazovati samo od sebe, odpade ogromno stvari, jih več ne počnemo, zato ker vidimo, da nam ni okej. Hitro se zbudi ta modrost telesa. Hitro se zbudi. Ampak kadar opazujemo, ko pa smo nevede, ko pa ne gledamo, takrat pa delamo bedarije. In v knjigi opisujem diagnostiko nohtov, oči, irisa, obraza, urina, blata, telesne temperature, ki je tudi zelo pomemben faktor, in nagovarjam k takim stvarem, ki jih lahko naredimo hitro in na dosego roke so nam vse te stvari. Namen je sodelovanje z lastno biologijo in sodelovanje z naravo. Ok, zdaj imamo samo še dve zaključni vprašanji v bistvu za konec podcasta, za vsakega gostjo imamo dve zaključni vprašanji, ki so v bistvu direkt vezane na tematiko podcasta, se pravi benessere v italijanščini pomeni dobro počutje, tako da me zanima, kaj zate pomeni dobro počutje, in drugi del je potem 3 nasveti za več dobrega počutja.
Zame pomeni dobro počutje, da čutim povezanost mišic in fascij in organov, da dejansko dobesedno čutim svoje telo, da čutim nek nivo libida, se pravi spolnega poželenja, ker to je odraz dobrega počutja in zdravega telesa. Kadar je libido slab in napaden, je to prvi znak, da je vitalnost padla. In pa, da čutim, da je telo hidrirano, da ni lačno in da je v ustrezni temperaturi, ki ustreza. Pa dobro naspano, seveda. In to ustvarja potem to celostno dobro počutje. To ustvarja platformo. 3 nasveti, naspite se, v tem smislu, spite v čisti temi, pejte do 9 spat, nujno, in pa 3, uživajte vodo, ki je iz izvira. Moji prijatelji biohackerji po celem svetu so pripravljeni ure in ure voziti se, zato da pridejo do izvira. V Sloveniji, kamorkoli greš, v 30 minutah si ziher pri enem izviru. Tako da to. Evo, stop, super, najlepša hvala, Jasmina, za tvoj čas, ful dober, zanimiv pogovor. Hvala, ker ste se prilagodili in prišli v moje okolje. Tako da zanimiva izkušnja, ful zanimiva izkušnja. In priz do tebe in tukaj v tem tvoj studiu, ful tako čutiš, da je dobra energija tle noter, da se ustvarja. Verjetno ene 500 kil kristalov pomaga tudi. Pa še tvoj muc je prej prišel tle malo me terapirati, poležal je šel ven, sem mislil, da bom imel cel pogovor tle, ampak že vredi. Smo jo gor zaprli, drugač bi bila ves čas, ja. Tako da evo, če kogarkoli zanima, Jasminina knjiga, Biohacking zdravja po matrici narave, meni je zelo zanimiva, se tudi ta pogovor je odrazil to, tako da, kje se jo lahko dobi, po mojem posodne. Ja, načeloma je na klepetobkavi.js, bo pa dostopna tudi v knjigarnah oziroma knjižnicah. Okay. Hvala tebi, pozdravljam to, jaz sem še mal dinozaver, jaz sem še iz unih časov televizije, glede na to, da imam 20 let izkušenj z televizijsko produkcijo kot tako, in zelo pozdravljam podcaste in vidim veliko prihodnost s tem in vsa čast in moj poklon za ustvarjanje tega podcasta, sem hvaležna, da sem bila danes tvoja gostja in naj se širijo dobre informacije. Točno to. Hvala ti. Tako, hvala tebi, hvala vsem za poslušanje, gledanje in se vidimo. Čau.